Danes sem gospodu Černaču še izjemno vesel, recimo, da je prišel tudi on iz kvote članov vlade Slovenske demokratske stranke podpreti mojo kandidaturo. Seveda pa je podpora obojestranska, tudi jaz podpiram napore vlade pri izhodu iz krize, njene ukrepe. Še posebej sem vesel, da je tudi zadnja misija Mednarodnega denarnega sklada podprla ukrepe vlade Republike Slovenije pri njenih naporih za izhod iz krize. Praktično je podala tiste stvari, ki jih tudi slovenska vlada že izvaja ali pa jih namerava izvajati v prihodnjih tednih in mesecih. To je zlasti prestrukturiranje bank, privatizacija državnih podjetij, pokojninska reforma, reforma trga dela in pa stabilizacija javnih financ. To so tudi področja, ki v slovenski javnosti povzročajo največ nasprotujočih si mnenj. Recimo nekateri moji konkurenti, kot je dr. Türk, nasprotuje večini vladnih predlogov na teh segmentih reform, ampak vendarle IMF se je tukaj pridružil tudi nekaterim drugim mednarodnim inštitucijam, kot so OECD, pa tudi evropske inštitucije, kot je Evropski parlament, Evropski svet in pa tudi Evropska komisija, ter tudi Evropska centralna banka, ki so prav tako podprle predlagane reforme slovenske vlade. Tudi jaz se strinjam, da je potrebno ta ciklus investiranja v Sloveniji uživeti. Približno je vlada povedala, na kak način, kljub temu, da bo treba tudi varčevati v javnem sektorju, napraviti slovensko državo nekoliko bolj vitko, pa je vendarle potrebno vzdrževati recimo neko investicijsko kondicijo in tukaj imamo kar lepo priložnost, glede na to, da je vlada že rezervirala ali pa ohranila rezervacije za sofinanciranje tistih projektov, ki jih lahko realiziramo tudi z evropskimi sredstvi. Kot veste, smo v tej finančni perspektivi imeli približno 1,1 milijarde evrov, vendar je bilo nekoliko več kot 1/4 te vsote porabljenih. To je velik sveži denar za slovensko gospodarstvo, ki bi lahko v primerni investiciji močno vplivalo na ponovno oživitev slovenskega gospodarstva. Tako da nas čaka v tem obdobju, recimo, bi temu lahko rekli kar v tem delu kar sladki problemi, treba pač realizirati in porabiti ta evropska sredstva, kar se da dobro. O večjih projektih bo lahko kasneje tudi minister kaj povedal, vendar vsaj na nekatere bi opozoril, od 3. razvojne osi do 2. železniške proge, Divača do italijanske meje, obvoznica Škofljica in še nekateri drugi projekti. Tisto, kar dajem klobuk dol sedanjemu ministru in pa vladi, pa je, da so uspeli urediti to, kar recimo v našem mandatu nam ni uspelo. To je podpora projektov subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Mi smo imeli v prejšnjem sistemu praktično dokaj čuden sistem. V mojem času, v času vlade 2004-2008, smo imeli kar 4 različne vire za financiranje prevozov dijakov, tudi učencev in pa študentov. Iz 4 različnih ministrstv. Sedaj so to 3 ministrstva, vendar so tokrat uspeli združiti sredstva in tudi se dogovoriti o modelu, tako da sedaj lahko dijaki in pa tudi študenti imajo enotno vozovnico, se lahko uporabljajo različne javne prevoze, kar ima seveda izjemno dober vpliv, ne samo na oživljanje uporabe recimo javnega prometa, kar ima seveda po drugi strani tudi določene eko učinke dobre in pa seveda tiste najpomembnejše učinke na denarnico, na družinski proračun. Jaz sem tudi vesel, in to je tudi deloma področje, ki ga pokriva gospod minister, da smo uspeli spremembo pravil v cestnem prometu znižati nekatere globe na recimo evropske primerljive kazni, na evropsko primerljivo višino. Morda je pa za ponovno oživitev investicijskega ciklusa zelo pomembna tudi sprememba zakona o graditvi objektov. Veliko tujih investitorjev, ki je poskušalo priti v Slovenijo, investirati neposredno, torej v slovensko gospodarstvo, je
opustilo te načrte, predvsem zaradi predragih in preveč zapletenih postopkov pri pridobivanju dovoljenj. Vrsto projektne dokumentacije je bilo potrebno pridobiti, preden so dobili gradbeno dovoljenje, pa še to so bili zelo dolgi roki in pa tudi celoten proces dokaj drag. Vlada zdaj poskuša odpraviti te razne ovire za tuje investitorje in jaz sem prepričan, da je to tista prava pot, ki jo je zastavila. Slovenija je, kot veste, izmed vseh tranzicijskih držav najbolj zaprta ekonomija, tudi kar se tiče na področju investiranja v infrastrukturo, v osnovno infrastrukturo. Tu so nas vse druge države že pred desetletjem in pol močno prehitele in na tak način z tujimi investicijami recimo odpirala nova delovna mesta, kar je vplivalo na gospodarsko rast in seveda posledično tudi na blaginjo. Pri nas smo imeli preveč zaprt sistem, preveč monopolov in preveč recimo lokalnih gospodarskih centrov, ki so seveda zavirali dotok tujega kapitala, tujih investitorjev in podobno. Jaz mislim, da je ta sprememba zakona o graditvi objektov izjemno pomemben člen v verigi odpiranja slovenskega gospodarstva.